Evo, en prav lep dober dan. Želim vsem skupaj v tele začetniški vajenici iz FreeCAD-a. Namen tega videa je, da se malo oddolžim tele tutorial skupnosti na internetih za vso pač čudovito, prekrasno delo, ne, znanje, ki ga tako nesebično delijo, ne, spoznanja. Pa še drug namen je pa to, da bi ta program približal kolegom, kolegicam, da bi jih spodbudil k uporabi, ne, FreeCAD-a. Bom pač naredil zdaj res tak kratek začetniški uvod. Toliko, da kakor se mi zdi, da pač rabi nekdo, da splava, ne, da pač kakor ponavadi rabimo ta CAD program, ne. Kakor, ne, okej, pač moram mogoče še malo uvoda narediti, pol pa se bom na koncu izpovedal. Zadeva je bila taka, da sem šel, je tako, da sem šel ful Ubuntu pred kratkim in sem čisto navdušen, Windows sucks. In pol seveda ni bilo več Fusiona, bilo je treba izpeljati en projektek in seveda sem si mogel pomagati s tem, kar je, ne, na Linuxih. FreeCAD sem zagrizel, zato ker Mark vem, da njemu gre, ne, sem rekel, okej, da se, ne. In pol po ene 3 dneh sem pač splaval, tako da bi zdaj vam mogoče tale napor čisto malo pač prikrajšal, ne, pa bomo pač kar začeli. Se pravi takole, ko odprete FreeCAD, mogoče še na začetku za uvod tistim, ki si ga boste nalagali prvič, ne, dol, app, ne vem, če imate Linuxe, če jih nimate še, pa vas zelo toplo priporočam, da kar prešaltate na Linuxe, ne. Pol so pa te app imidži, ne. In ena stvar, ne, kar sem jaz rabil kar nekaj časa in je to, da greš tule pod properties, se pravi, to je ta pač app imidž, ne, samo pač exe file. Za Windows userje properties, ne, in permissions in tukaj moraš dati execute allowed, ne, pol pa gre. Se pravi, in to pač zaženemo, okej, jaz imam pač tukaj že odprtega. Pol druga stvar, ne, ke je tukaj zelo pomembna, je to, da zdaj ne vem, Fusion, ne vem, kakšen je vaš način dela, ne, ampak vsekakor, ne, prvo se začne s skico. Tukaj je to pač zelo pač pomembno, ne, da si prvo na papir, ne, to idejo skristaliziramo, ne, v vseh dimenzijah, ne. Potem šele pač odpremo, ne, pač CAD program, ne. Se pravi, okej, zdaj smo na startu, jaz imam tukaj že odprt, ne, tisto je bila pač tale skica. Tukaj je pa v bistvu eno izmed teh objektov, ne, že zrisan in zdaj ga bomo poustvarili čisto samo tako na hitro, da pač vidite, kakšen je neki workflow. To je zdaj, ne vem, moja metoda ali kaj, whatever. To, dokle sem pač prišel, no. Okej, to je ta objekt, tule pridete na start in začnemo, ne, pol greš pač na Sketcher, ne, kakor sem rekel. In seveda file new, ne. Seveda je edina pravilna metoda, da se to datoteko kar shrani kar čim prej, pa jaz ne v fotometrijo, ampak v skener, mikrosken, to je pač en objekt od mikroskenerja, ke se zdajle dela. File name datoteka. Shrani. Okej. Tule imamo datoteke, tule je Sketcher, orodja so še vedno siva in dejansko nič kaj dosti ne morem. Ker moraš narediti nov sketch, ne. XY plan, lahko tudi
kjer ga ampak top, ne, pogled od zgoraj naris. Tukaj, okej. Dobimo milimetrski papir, mislim, da je tukaj 10 milimetrski grid size. Lahko si tudi pač tukaj naštimamo grid snap. Ne, tukaj zdaj pač imaš model, ne, smo v rumeni, je pač aktivna v tem sketchu in tule so zdaj te taski, ne. Gremo malo gor dol, nič kaj, nič še ni videti, ker še nič nismo naredili, ne. In gremo. Zdaj druga, tretja, četrta, ne vem, kakšna je vaša stopnja, kakorkoli v Fusionu, ne. Ker ciljam predvsem na kolege, ki vem, da uporabljate Fusion. Pač tulele ponavadi začnemo s centra ven, ne, ampak tule je pa tako, da je treba vse v enem kvadrantu narediti, drugače ne gre. Ne bom razlagal na dolgo in široko. Se pravi, da to točko pač poustvarimo nekje v tem kvadrantu, ne. Seveda prej vemo približno, kaj delamo in kako to izgleda, ne. In jaz bom pač tukaj, bi jaz imel rad ta center, ne. Tako da si bom to točko pač bom zdaj ustvaril, ne. Vedno se začne risba s točko. In jo bom dal pač kar nekam, sploh nima veze kam, ne. Zdaj sem še vedno pač v tem, pač delamo točke, ne. Jih pač lahko delam, ne. Ali pa pritisneš escape, pa gre pač v selection mode prideš, ne. Ko greš čez, pride rumena, ko označiš, je zelena. Nič control, nič shift, nič, ne. Deselect. Izberi samo levi klik. Potem imamo ta orodja tukaj, ne. To je zdaj, nisem še omenil, gremo je ta način dela, ne. Pač parametrično oblikovanje. Tisti, ki ne uporabljate tega, ne vem, se bomo prišli do tja, ampak se bo vse jasno. Okej, zdaj tukaj s temi parametri mi določimo odnos te točke v prostoru, ne. Ampak prej seveda treba izbrati neko točko, ki je določena. Nič, 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 ne. Okej. In zdaj razdalja med tema dvema točkama, jaz vem, da bo 112 milimetrov v tej smeri, v vodoravni in v navpični bo pa, seveda treba je prej izbrati, ne, escape, da pridemo v selection mode, izberemo točke, postanejo zelene in določimo višino. Opala. Višinca bi bila pa recimo 50. Okej, in zdaj imamo pač tule določeno, ta točka je zdaj konstantno zelena, kar pomeni, da program ve, kje se nahaja v 3 dimenzijah, ne. Če hočemo spremeniti to, dvojni klik, 70, bam, ne. Gremo dalje. Pač potrebujemo tale kvadrat. Izberemo v krivuljah kvadrat. Ga narišemo kamorkoli v ta kvadrat, za nalašč bom tacga naredil, ki je drugačen, ki ga rabim. Zdaj, ko sem tulele noter, jaz druge, nekako shift V mi ne deluje, da bi izbral tast fit all. Samo veliki V, veliki F, shift V. Kakorkoli, ne. Shift V, shift F, ne. F, ne. Kakorkoli, view, standard view, fit all. Okej, gremo dalje. Zdaj imam tulele, se vidi pod temlele križcem, da sem v temle modu. Escape, selection mode. Zdaj mi tukaj lahko določamo, ne, tule, kje je ta točka napram tej, ne. Ampak ta točka zdaj spet ni zelena, zaradi tega, ker program ne ve, kje so vse te točke, ne. To mora, cela skica mora biti zelena. Se pravi, ampak jaz bi rad imel to za center in bom vedno pač določal, ne, jaz sem se zdaj tako odločil. Izberem 112, enter.
se mogoče obstajajo kakšne bližnjice za tele, za te ukaze. Ok, dajmo še višino. Mogoče kaj, desen klik ali kaj. Škle create point, constraintsov pa ni, no. Ok, bomo določili zdaj, čakamo to točko, višino te točke, do te točke. Trideset, tem dvema izbereš, v tem primeru itak ve, kaj je kvadrat, ampak če hočeš pač povedati, da sta dve iste, ali greš tukaj, pač izbereš enačaj, ali pa na tipkovnici pritisneš E. Skica še vedno ni zelena, ne, ker če primem to, še ni določen, ne, po tej smeri še vedno lahko premikam, ne. Kaj se bo zgodilo, če jaz določim to, pa to, ne. Ali bomo dobili zeleno luč. Nastavimo višino na 30, je že zelen, takole, evo, to hočemo. Gremo dalje, rabimo krog, vzamemo krivuljo v center, kakorkoli veliko, escape, označi izberi, constant diameter, 25, premalo, 50, boljš. Zelen takoj, zdaj pa gremo tja, ker vas že vse zelo zanima, kam. Zdaj to imamo zeleno, zdaj si tule pogledamo, tule imamo te constrainte, lahko izberemo in zbrišemo, isto te linije. In pač še neke zadeve, ne. No, seveda, no, okej, preden grem dalje, ne, kaj bo en tak, še ena pomembna mogoče metoda, ne, za pač pri delu je, tukaj gor talele kvadratek, ne, ke je moder pa pač takle, ne. Če to izberemo, označi, krivulje postanejo modre. Kar pomeni, ne, da če jaz to krivuljo zdaj narišem v to skico, je modre barve. To je samo za to, da si gradiš skico, ta linija nima na koncu vpliva na sam objekt, ne, ampak je pač, ko je v modrem, ne, je pač neki pomožni gradbeni element, ne. Escape, pa tole zbrisali. Ne, ali pa kar ne ostane, da se vidi, da je lahko kar tam. Pa to odznačimo, pridemo na bele, bi mogoče tule, no, še imate pač endpoint, en rim, ne, et cetera, ne. Pa pol še ena pomembna stvar je pri constraintsih, na primer, jaz hočem imeti to točko tukaj, se pravi, tukaj izberemo bam, ne. Se pravi, zdaj, če hočem ta kot obdržati, ne, ta razmerje, da poveš, v kakšnem odnosu sta, je tangentno, ne. Ne, zdaj tule je spet vse narobe, ne, ampak samo tako, da pač danes ne rabimo tega za našo skico, ampak samo malo, ne, tukaj diagonala, ne vem točno, kaj je to, da poveš, da je v pravem kotu, tole na primer, pač, če narišem linijo, pa jo izberem, pa ji rečem, da je vodoravno, pa pač vodoravno forever, ne, ali navpična, ali pa pač dve in tako dalje, ne. Tukaj imamo še pač razne krivulje, ne, če ste kaj delali s tem, vam je to pač znano, ampak vseeno pomembno reči. Ok, gremo nazaj na samo skico, zapremo, bam, je to pač to. In še zmeraj smo v sketcherju, ampak mi bi radi 3D, a ne, pa gremo na part. Tule ima seveda še druge, ne, pad, mesh design, tralalalala, to nas ne zanima, part.
ko pridemo v part, ne, se nam tukaj orodja spremenijo, ne, imamo pač kocko, val, kroglo, juhuhu, vse sem že narisal, ne. Oziroma imam že kar tule, ne, zdaj zelo unikavno je, ne, tudi kar sem jaz ponavadi delal, je temu kiparska metoda se reče, ne, da daš tukaj noter in pol kipariš in to je. Ne morem zadosti poudariti, koliko najbolj slabša metoda, če je slučajno še gojite, no, upam, da vas tale vajenica prepriča, da je tale constraining design pač way to go, ne. Okej, tule imamo to skico, datoteka, skica. Z escapeom jo toggle visibility, ne, vidna, nevidna in pač postane siva. Izberemo, vidna. Okej, gremo dalje, to je takle sravni extrude, izberem skico, izbrana, zelena in jo ekstrudamo. 10 milimetrov se zdi kar popolno, ne, pa damo OK in imamo tale 3D objekt, ne, kjer je isto, ne. In če takole ga še malo odpremo, imamo skico, lahko tudi spet sem skica vidna, ne, vse tako, kot mora biti, ne. Tukaj imamo še pač ta orodja, no. In zdaj, ne, če pogledamo našo tole, kaj bi radi, ne, cilj, rabimo tele zareze noter, ne. Zdaj, kako se pač tega lotiti, ne, zelo preprosto, gremo nazaj na datoteko. Zdaj, ko je vse tako lepo, kakor mora biti, bog ne daj zdaj tulele neko kocko pa uporabljati neki boolean, ne, ampak izberemo to površino, gremo na sketcher, zdaj smo v sketcherju, new sketch, nova skica, flat face, tako je, in dobimo spet milimetrski papir in naša čudovita orodja. Zdaj, kako se tega lotiti, v našem primeru, se pravi, jaz delam iz te točke, ne, in bom še kar naprej delal, ne. Bom določil točko v prostoru, kamorkoli, nima veze, escape, izberem, razdalja je 112 milimetrov, ponovno izberem, po višini bi jo rad imel na 0 in evo jo. In zdaj pa bom naredil ta dva kvadrata, ki jih rabim, kar kamorkoli, nima veze. Aha, escape sem malo prevečkrat pritisnil, se pravi edit sketch, desen klik, edit sketch, pa gremo. Zdaj, to do tega bi rad imel 30 na primer, ravno tako to do tega 30, zdaj ta, pa kar izberem nič, Ctrl ali pa Shift, da postanejo zelene in pritisnem E na tipkovnici in zdaj so one iste in vodoravne in vse. Zdaj pač eni določim dolžino, ne, na primer 30, isto tako pa 2,30, ne. Izberem še te, je zelena, je. Izberem še te in isto E na tipkovnici ali tukaj enačaj. Enemu določim višino 12, 17, 10. Okej, zdaj pa še določim to višino 5. Aha. Če bi to na primer lahko prej dal tako, da bi te dve izbral, pa jim rekel, da sta vodoravne, evo. Tako, ne, zdaj meni to vse tako lepo zeleno ratuje, da vam sploh ne morem povedati, kako to izgleda, tule imaš ponavadi se ti rdeča, ampak saj pač takoj, ko je rdeča, pač tisto poiščeš pač neko drugo možnost, no. Ponavadi ni toliko težko. Zdaj imamo to vse narejeno, dobili smo zeleno luč, tukaj ne rabimo ničesar več, zapremo nalogo in gremo nazaj na part.
izberemo skico, extrude, -70, ne. Mogoče bi mogel v tem kvadrantu delati, ampak vse v redu. -70, apply, to izgleda okej. Zdaj, jaz imam tukaj ta extrude, kaj je to? To je ta celo dvakrat, očitno. Pač ta je lahko ostane ali pač ga naredimo sivega, ta skica je siva, ampak isto. To pač se lahko skrije, no, tako. To pa desen klik, transform, tako bi jaz naredil, ne, malo bolj sem si bom pomaknil. Okej, ne. Izberem in zdaj grem pač na boolean operation. Tukaj boolean operation, boolean union difference verjetno, ne, ali kaj intersection. Pa pač izberemo, ta bo solid, pa pač en ta extrude. Ni šlo, undo. Kaj pač še zamenjamo? Tudi ne. Kaj pa če damo difference? Tudi ne. Kaj pa intersection? Tudi ne. Pa če jih nazaj zamenjam, tako pa tako. Pa apply tudi ne. Kaj pa difference? Ne? Ta pa ta, okej, apply. Še enkrat bo uspelo, evo ga. In to je zdaj pač približno to, ne. Pač tako zdaj vse nadaljuješ, ne, zdaj smo tule pač v partu, hočeš narediti nov del, pač narediš pač new sketch, ne. Zdaj izbereš stranico in ne, pač delaš, ali izbereš ploskev ali izbereš pač ta koordinatno izhodišče, pač kakorkoli, no. Mislim, da je bilo tole zdaj kakor toliko kratko in jedrnato, ne. Seveda je treba še omeniti, kako se to izvozi. Pač dokaj preprosto. Se pravi, izberemo zdaj ta cut, ne. Če tule odpremo zavihke, imamo, nič nismo izgubili, ne. Vsi sketchi, vse še lepo obstaja, ne. Ne, kakšno, okej, zdaj še nakažem tole. Edit sketch. Ne vem, tule mi neki podatek na primer ni všeč, se pravi, da bi teh 30 milimetrov imel rad 80, a ne. Pritisnem okej, ne. In close, in ta objekt je zdaj pač takoj, ne, pač posodobljen, ne. Mislim, da je to zdaj jasno. V čem je pač moč tega, ampak glej, ga ni šel undo. Zanimivo. Se pravi, bom pa odprl ta sketch. Kje je bil ta sketch? Ja, to je ta sketch. Ne. Okej. Ja, no, kakorkoli, jaz sem pač, ja, no, malo še domač, ne, saj take stvari so tudi čisto pač ja, običajne, no, sploh v to je tudi namen tega videa, ne, pa pač prikazati, no. Se pravi, tale sketch bi lahko bil, ali tale, okej, edit sketch. Tako.
kot da naj vas ne zmede, no, taka stvar, ne, tule. Pač shranjevati je treba, ne. Tako da, okej, mogoče sem še vmes kaj spomnil. Izvoziti moramo še, okej, zdaj pač izberem ta cut, ne. Tukaj, v temle combo viewju. File, export in izberete med temi vsemi. Boste ziher kaj zase našli, ne, jaz grem kar na OBJ. Poimenujemo datoteka. In to je zdaj shranjeno kot object, ne. Tako tule gor so, ne, še pač je še cel kup enih stvari, ne. Cancel. Zdaj, v bistvu pač odvisno, no, saj to pač mogoče bi še malo tule pač samo pač pokazal, da imate vse te zadeve, revolve, mirroring, fillet pa pač, ne, da mislim, da če za neko resno uporabo, ne, pač ne boste ničesar pač pogrešali, ne, predvsem ne boste pogrešali vseh notificationov, mailov, push-upov, reklam, logiranj, ne vem, trial version pa in nekih pro verzij in ne vem česa še vsega, ko ste na milost in nemilost pač prepuščeni nekomu, ne. Dobite poleg tega še zelo veliko miru zraven, ne, pač ves ta moj proces na Linuxih ni bil pač z ničemer prekinjen, čeprav sem ves čas na internetu, ne. Programi so ful veliko manj imajo onega balasta, namesto ne vem koliko giga, ne, ko pač zdaj jaz bom to zeditiral, nimam mikrofona, tako da avdio snemam na telefon, pa pol moram to sinkati nekako, kakor pravim, so te Linuxi, ne, še enkrat, ne, res močno orodje za kreativce, mislim, stvari so res vse skupaj, ne, saj imaš pač Adobe Suite pa sodelujejo stvari med sabo pa tako nekako, ampak tukaj je pa res vsem mislim, dobiš tak občutek v interesu, da so res dobre stvari sodelujejo med sabo, ne. Všeč mi je ta res lepa modra, ne. Pač stvari se mi zdijo, no, dosti bolj domišljene, ne vem, zakaj ne vem, pač zakaj nisem že prej tega se lotil, ne, tako, kaj sem hotel omeniti, no, tudi za vas kolege, če še niste probali, ke vem, kako je to izgledalo 10 let nazaj, ne, ta Kdenlive, tule Kdenlive, ne, isto app image open. Ne, in se nam odpre zelo nekaj poznanega, ne, mislim Adobe Premiere Pro whatever, ne. Tule je mogoče čisto malo drugačen workflow, ke ga pač osvojiš takoj, ke se malo bolj razgledaš, ne. Ampak vse zelo dobro deluje. Ta tutorial se snema v HD-ju brez kakršnega koli problema. V full HD-ju, zdajle 28 minut, procesor na 12%, 30 frameov na sekundo. Mislim, da na Windowsih to nisem nikakor uspel, mislim, nemogoče, ne, tako da mogoče ste tudi opazili, da se je kvaliteta v bistvu moje produkcije že zdaj, ne, zelo dvignila, no. Kar gre ful v kontradiktorno z nekimi prepričanji, da Linuxi pa ta orodja nekako niso dorasla, ne, semi-professional tools, ne, na pol profesionalni opremi, ke smo jo do zdaj, in se sprašujem, no, mislim, da je čas, ne vem, saj možno, da se dogaja, da mislim, jaz bi prepovedal, no, v izobraževalnem sistemu, sploh, no, v kreativnem, kakršnegakoli drug operacijski sistem uporabljati, no. Ne vem, no, saj maybe I am delusional, I don't know.
Samo v svoji sobi sedim pa gledam kaj, pa se opazujem pa delam. Tako no, jaz sem v glavnem res zelo zadovoljen, ker z Windowsi je bilo nemogoče sobivati, no. In ta Linux, no, ker sem pač enostavno mu pač po vsem trpljenju z Windowsi, ne. Pol dal še enkrat šanso, ker sem rekel, da to je enough, ne. In mi res ni žal, ne. Moram reči, da sem kar fanatičen ratal, I know, 20 years late, ne, ampak kakor pravijo, bolje pozno kot nikoli, ne. In pač predvsem pač z vsemi temi stvarmi, ke se pač dogajajo, ne. Umetne inteligence, ne vem, karkoli, no, predvsem te zoprne neke, to, da se moraš logirati not, no, pa ta data collecting, pa mislim, zoprn je, no. Jaz imam tukaj tudi antivirus, sploh ne vem, da obstaja, pri updatih vidim, da mi se pač update, ne update se kar enkrat nekam, dobiš lepo seznam, rečeš okej, mislim, cel kup enih stvari je, no, saj pač za kakšen pač drug video, ne, da ne govorimo o whatever, Mashlabu, Masheru, Blender, da sploh ne omenjam, ke je pa tudi, ne vem, zakaj prej nikoli ne vem, no, mogoče je zdaj res, ker pač sem bil prisiljen, ampak ne vem, saj ja, za 3D printanje se drugače ne bi bil, mislim, toliko aktiven, ampak zdaj se pa sploh odpira, ne. In če tule izbereš video editing, ne, pa dobiš pač Adobe After Effects, ne, s tem, da imaš to pač vse v enem programu, ne. Tudi mogoče bi lahko naredil kakšen tak za hišne potrebe, kakšen tak tutorial, ne, par metod, kako se zelo učinkovito uporabi ta program, ke pol na koncu izgleda toliko enostaven ke Photoshop, ne, in zelo hiter. Interfejs tudi zelo domišljen, ne. Ja, okej, ne, to je bil zdaj talele free open zadeva, ne, tako da zdajle, tako je to, ke sem še to mogoče, no, da dodam, ke sem pač komentiral, da nimam časa, meni je zdajle vzelo včeraj cel dan, da sem ta tutorial posnel, to je tako 6. verzija. Vsakič sem pač nekje neke napačne nastavitve uporabil, ne, na koncu, ke mi je že uspelo, sem pa tukaj pozabil transition, ne, pritisniti, ne, in se je še po teh starih nastavitvah cel video. Pol zvečer za 6. verzijo res nisem imel več energije. Tako da to moram zdaj zeditirati pa naložiti. Upam, da je do zdaj šlo vse v redu, da je avdio posnet, da bom zeditiral, izvozil. Ja, to je to, ne. Pa pol, no, zdaj, ke imam pač ta orodja pa pač workflow, pa vidim, da se da delati zelo na visokem nivoju, bom pa še mogoče res kakšen tutorial oziroma vajenica in par metod iz fotometrije. Okej. Have a nice day, ne. Naložite si FreeCAD, ne, izbrišite Fusion, Windowse, macOS. Ajde.